Gospodarska diplomacija, to je ta pojem pri nas uveljavlja dejansko kot nek sistem šele v zadnjih 2 letih. Tu je treba povedati, kljub vsemu, da recimo se nekje od leta 2009 v zunanjem ministrstvu deluje direktorat za gospodarsko diplomacijo, prej tega ni bilo. Torej, kaj razumemo kot gospodarsko diplomacijo? To je sistem, ki ga ima zunanje ministrstvo, svojo mrežo diplomatsko-konzularnih predstavništev po svetu in svojimi diplomati in drugim osebjem, ki deluje v interesu ščitenja, uveljavljanja in promocije slovenskega gospodarstva in podporo le temu. Zakaj je ta sistem bil vzpostavljen šele pred 2 letoma? Zato, ker smo imeli prej v ospredju velike politične teme. Recimo, spomnimo se, če po tem, na prvem obdobju, ko smo morali doseči mednarodna priznanja in vse te zadeve, potem je bila v zadnjem desetletju v ospredju seveda vstopanje v EU in NATO. Potem smo imeli kot veliko temo seveda predsedovanje, za katero smatram, da je bilo pač zvezdno obdobje slovenske diplomacije in promocije naše države v tujini. To je bilo 7 mesecev koncentriranega fokusa ne samo cele Evrope, temveč tudi sveta, na Slovenijo. To je bila promocija, kot je Slovenija nikoli ni imela in mislim, da več ne bo imela. To se moramo zavedati. In Slovenija mislim, da je ogromno naredila, odlično predsedovanje izpeljala in se promovirala v svetu, si je pridobila res status nekega vzorne nove članice Evropske unije in vzorne, bi rekel, članice evroobmočja. Jaz hranim članke iz leta 2007, ko so pisali mediji Slovenija nova velika zvezda evroobmočja. Ali Slovenija mala Švica nekdanje Jugoslavije. Torej, jaz kot prej diplomat in potem veleposlanik v Grčiji vam lahko povem, da so elementi, resni elementi tega, da gremo po grškem scenariju. Zadolževanje, trošenje brez kritja in tako naprej, kupovanje recimo vsega mogočega, brez da bi imeli za to neko osnovo, potem brez neke proizvodnje, brez neke dodane vrednosti, to je grški scenarij. V malem. Nismo še tam, vendar pot je tja, pot vodi tja.